Lep pozdrav! Danes se bomo posvetili eni res edinstveni glasbeni tradiciji, ki prihaja iz Slovenije. Poglejmo si, kaj točno je pritrkovanje. Vsi poznamo zvok cerkvenih zvonov, kaj ne? Ponavadi nas opozorijo na čas ali pa vabijo k maši. Ampak zamislite si za trenutek, da ti isti zvonovi ne bi le doneli, ampak bi igrali prave, zapletene melodije in ritme. Je to sploh mogoče? No, to nas pripelje naravnost do odgovora. Govorimo o slovenski tradiciji, ki se imenuje pritrkovanje. In to ni kar tako, gre za uradno zaščiteno obliko naše kulturne dediščine. Pritrkovanje je torej, čisto preprosto povedano, umetnost igranja melodij in ritmov na cerkvene zvonove. In to ni neka lokalna posebnost, razširjeno je po celi Sloveniji. Zvonik se tako iz preprostega stolpa spremeni v pravo glasbilo. Ne gre samo za neko navadno zvonjenje, ampak za resnično glasbeno ustvarjanje. Seveda pa en sam zvon ne more ustvariti melodije, kaj ne? To je samo, zvonjenje. Za pravo pritrkovanje sta potrebna vsaj dva zvonova. In logično je, več kot je zvonov na voljo, bolj kompleksna in bogata je lahko glasba. Več zvonov pomeni več tonov, pestrejše melodije, bolj zapletene ritme. V redu, zdaj pa k praksi, kako se pravzaprav igra na te zvonove. Obstajajo trije glavni načini. Izvajalcem pravimo pritrkovalci in ti imajo na voljo tri tehnike. Prva je igranje s kembljem, to je tisti notranji del zvona, s katerim udarajo ob steno zvona. Druga možnost je udarjanje po zvonu od zunaj s posebnim lesenim kladivom. Tretji način pa je tisti najbolj klasičen, ki si ga morda predstavljamo, z vrvjo zanihajo kar celoten zvon. Pri večini pesmi, ki jih slišimo, se uporablja tam do 5 zvonov. In zdaj pride zanimiv del. Ponavadi je število pritrkovalcev enako številu zvonov. To pomeni, da vsak skrbi za en zvon, za en ton. Gre torej za pravo timsko delo. Morajo biti neverjetno uigrani, da iz tega nastane glasba. Seveda, vaja dela mojstra. Ampak, si predstavljate, da bi nekdo cele dneve vadil na cerkvenih zvonovih? Celotna vas bi verjetno znorela. Kako torej pritrkovalci sploh lahko vadja? No, to je seveda odlično vprašanje. Kako vaditi, ne da bi uporabil prave, gromoglasne zvonove? Rešitev je pravzaprav genialna in res pokaže, kako predani so ti glasbeniki svoji umetnosti. Poglejte tole, uporabljajo vse mogoče pripomočke. Včasih imajo komplete miniaturnih zvončkov, včasih si kar sami izdelajo kovinske cevi, ki proizvajajo prave tone. Uporabljajo tudi ksilofonske ploščice. Ali pa, in to je res super, kar kristalne kozarce, ki jih z vodo uglasijo na pravo višino tona. Res neverjetna iznajdljivost, samo da lahko v miru vadijo in izpopolnjujejo svoje znanje. Ampak pritrkovanje ne samo lepa umetnost, je tudi precej nevarno. Biti v zvoniku med samim igranjem prinaša kar nekaj tveganj. Govorimo o dveh glavnih nevarnostih. Prva je seveda za samega pritrkovalca, to je poškodba sluha. Glasnost v zvoniku je res oglušujoča. Druga nevarnost pa je za sam zvon. Z nepravilno tehniko se lahko starodaven, neprecenljiv zvon trajno poškoduje. Temu pravijo kar ubiti zvon, kar pove vse. Na srečo se teh tveganj zavedajo, zato so varnostni ukrepi nujni. Pritrkovci vedno nosijo zaščitne slušalke, da si zavarujejo sluh. Prav tako pa morajo paziti na tehniko igranja. Recimo, ne smejo predolgo držati kemblja ob robu zvona, se ga to poškoduje. Gre torej za dvojno odgovornost. Varovati morajo sebe in hkrati tudi te čudovite stare inštrumente. In ravno ta mešanica spretnosti, ustvarjalnosti, pa tudi velike skrbnosti in odgovornosti je razlog, da pritrkovanje ni le neka stara navada, ampak je danes priznano kot živa kulturna dediščina. Zgodil se je tudi uradni korak. 18. aprila 2018 je bilo pritrkovanje uradno vpisano v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. To je pomembno, saj tak status pomaga zagotoviti, da se bo ta tradicija ohranjala, prenašala naprej in slavila tudi v prihodnosti. In to ni samo na papirju. Dobilo je svojo uradno registransko številko RKDŠT 2063. To je nekakšna osebna izkaznica v nacionalnem registru, ki potrjuje njegov uradni status. Morda vse skupaj najbolje povzame tale misel. To je tradicija, ki združuje melodijo, ritem, skupnost in tveganje v edinstveno kulturno zvočno krajino. In to je res tisto, kar si velja zapomniti. Pritrkovanje ni zgolj hrup, je neverjetno kompleksna in zelo cenjena umetnost.
In za konec še vprašanje za razmislek. Katere pomembne tradicije v naših krajih se morda skrivajo vsem na očeh, pa jih sploh ne opazimo? Pritrkovanje nas uči, da so kulturni zakladi včasih tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Samo prisluhniti jim je treba.